Obtoženi morilec Nick Reiner prosi za dostop do skrbniškega sklada, ki so ga pred desetletji ustanovili njegovi umorjeni starši. Reiner trdi, da ima pravico do več kot $1.000.000 in da bo ta denar uporabil za financiranje svoje obrambe. Toda kakšne so možnosti, da se to res zgodi? To je škandal, ki ga predstavlja Law & Crime. Sem Tiago. Nick Reiner znova dviguje prah. Tokrat naj bi prosil za dostop do dela svojega sklada v višini $5 milijona. Nick Reiner naj bi želel dostop do tega denarja, da bi plačal svojo obrambo, saj je obtožen umora svojih staršev, Roba in Michelle Reiner. Isti ljudje, mimogrede, so pred 3 desetletji ustanovili ta sklad za svojega srednjega sina. In res ne morem dovolj poudariti tega. Isti ljudje, ki so ustvarili ta sklad, njegovi lastni starši, so tisti, ki jih je Nick Reiner obtožen, da jih je ubil. Spremljamo ta primer, odkar je izbruhnil decembra lani, ko so Roba in Michelle Reiner našli umorjena v njunem domu v Brentwoodu v Kaliforniji. Njihov sin, 32-letni Nick Reiner, je bil kmalu zatem aretiran. Od takrat je primer doživel kar nekaj vzponov in padcev. Nicka je najprej zastopal odvetniški težkokategornik Alan Jackson, preden je Jackson odstopil. Takrat ni podal konkretnega razloga, vendar smo vsi ugibali, da bi to lahko bilo povezano z denarjem. Od takrat Nicka Reinerja zastopa urad javnega zagovornika okrožja Los Angeles, vendar zdaj prosi za spremembo. Pravkar je vložil peticijo za dostop do svojega sklada zaupanja, da bi lahko plačal obrambo. Vloga, ki jo je pridobil Los Angeles Times, med drugim navaja, citiram: Nick je imel svoje starše rad in je zaradi njune smrti popolnoma zdrav. Toda dejstva o tem, kaj se jim je zgodilo in kaj ne, niso predmet tega sodnega postopka glede sklada. Nickovi odvetniki za kazensko obrambo bodo ta dejstva predstavili v kazenskem postopku. Ta peticija od sodišča ne zahteva, niti ga ne vabi, da bi v njih odločalo. Tako kot vsakdo, ki je obtožen kaznivega dejanja, velja tudi za Nicka domneva nedolžnosti in ima pravico, da svojo obrambo pripravi z viri, ki so zakonito njegovi. Po besedah Nickovih civilnih odvetnikov je bila ta sklad ustanovljena pred več kot 30 leti. Rob in Michelle Reiner sta sklad ustanovila za vse 3 svoje otroke: Jakea, Romy in Nicka. Po besedah Nickove ekipe zahteva manjši sklad, ki ni del tega večjega družinskega sklada. V vlogi je dalje zapisano, citiram: Ti skladi in Nickov delež v njih tukaj niso predmet razprave. Pogoji Nickovega sklada niso zapleteni in niso predmet razumnega spora. Nickovi starši so pustili nedvoumna navodila o tem, kdaj naj bi mu bila sredstva iz sklada izplačana. Polovica sklada je morala biti Nickotu izplačana neposredno, ko je dopolnil 30 let. Nadalje so določili, da bo, ko dopolni 35 let, prejel preostanek sredstev iz svojega sklada. Ta izplačila so obvezna in brezpogojna. Zdaj ekipa Nicka Reinerja trdi, da je bil ta sklad ustanovljen že leta 1993. Nekaj denarja bi moral prejeti, ko je dopolnil 30 let, kar je bilo še preden naj bi se kaznivo dejanje sploh zgodilo. Ta denar mu pripada. Ekipa Nicka Reinerja s prstom kaže na skrbnika sklada, moškega po imenu Paul Cannon, ki je odvetnik. Po poročanju LA Times pa je bil Nick, ko je dopolnil 30 let, sprva zavrnjen kot upravičenec do sklada, ker so obstajali dvomi o njegovi opravilni sposobnosti. Takrat je skrbnik navedel zaskrbljenost zaradi Nickovega duševnega zdravja in podobnega. In to je tukaj že dolgoletna težava, saj smo poročali, da se Nick že dolgo in vztrajno bori z zasvojenostjo. Poleg tega naj bi bil pred smrtjo svojih staršev Nick diagnosticiran s shizofrenijo. V času njunih umorov je Nick dejansko živel v hiši za goste svojih staršev. In po nekaterih poročilih naj bi to bilo zato, da bi lahko njegovi starši Nicka bolj budno spremljali, saj se je spopadal z odvisnostjo in težavami z duševnim zdravjem. Vendar pa po besedah Nickovih civilnih odvetnikov, stanje Nickovega duševnega zdravja tukaj ni pomembno. Poudarjajo, da ni bil razglašen za nesposobnega za sojenje. Dejansko se postopki še naprej nadaljujejo. Kljub temu Nickova ekipa pravi, da je denar iz sklada, citiram, obvezen in brez pogojev, ne glede na Nickovo stabilnost. In kot je njegova ekipa poudarila, bi bil ta denar uporabljen za njegovo obrambo. In to nas pripelje do nekaj ozadja. Prej v epizodi smo omenili Alana Jacksona. On je tisti, ki ga je Nick Reiner najel na začetku. Takrat so krožila poročila, da sta Nickova sorojenca, Jake in Romy, pristala, da bosta plačala stroške obrambe. A potem naj bi se stvari obrnile in sta odstopila. Takrat naj Nick ne bi imel dovolj denarja, da bi plačal Jacksona. Zato sta se razšla. Tukaj je, kar je Alan Jackson takrat povedal. Danes zjutraj sem moral odstopiti kot zagovornik Nicka Reinerja. Okoliščine zunaj našega nadzora, še pomembneje pa okoliščine zunaj Nickovega nadzora, so narekovale,
da nam žal ni več mogoče nadaljevati zastopanja Nika. Pravno in etično mi je prepovedano razlagati vse razloge zakaj. Vem, da je to vprašanje, ki ga imajo vsi v mislih. Pričakujemo, da bo javni zagovornik prevzel primer. Že je bil imenovan in zelo sposobno ščiti interese Nika Rainerja, ko nadaljuje skozi sistem. Ampak bodite jasni, bodite zelo, zelo jasni glede tega. Moja ekipa in jaz ostajamo globoko, globoko predani Niku Rainerju in njegovim najboljšim interesom. Pravzaprav vemo, nismo samo prepričani. Vemo, da bo pravni postopek razkril resnična dejstva o okoliščinah tega primera. Nikov primer. Veste, v zadnjih 3 tednih je bilo veliko napisanega. Veliko je bilo napisanega. Napisanega o Niku, napisanega o njegovi družini, napisanega o okoliščinah, špekulacije so v tisku. 15. decembra, v zgodnjih jutranjih urah, sem bil takrat v New Yorku in prejel sem klic. Jaz in moja ekipa vse smo pustili. In zadnje 3 tedne smo dobesedno vsako budno uro posvetili zaščiti Nika in njegovih interesov. To zadevo smo raziskali od zgoraj navzdol, od spredaj nazaj. Kaj smo izvedeli? In to si lahko zapišete za uho. V skladu z zakoni te države, v skladu z zakonom v Kaliforniji, Nik Rainer ni kriv za umor. Natisnite tu. Natisnite tu. Želimo mu vse najboljše v prihodnosti. In to je vse, kar imam danes. V redu, naredite s tem, kar želite. Ampak smiselno je, da Nik Rainer želi ta denar za prihodnjo obrambo. Pa naj bo to Alan Jackson ali kdo drug. Ampak to odpira tudi vprašanje kalifornijskega zapuščinskega zakonika, člen 250, splošno znanega kot pravilo, da morilec ne more dedovati. V njem piše, da oseba, ki naklepno in kaznivo ubije zapustnika, ni upravičena do ničesar od naslednjega. Kakršnokoli premoženje, interes ali korist po oporoki zapustnika ali iz sklada, ki ga je ustvaril zapustnik, ali v njegovo korist, ali v katerem ima zapustnik interes. Vključno s katerokoli splošno ali posebno pooblastilom za razpolaganje, ki ga oporoka ali sklad podeli storilcu, ter z vsakim imenovanjem storilca za izvršitelja, skrbnika, varuha ali upravitelja, ki ga določa oporoka ali sklad. O tem bomo podrobneje govorili v našem intervjuju, vendar se postavlja vprašanje, ali je Nik Rainer sploh upravičen do tega sklada glede na kazniva dejanja, za katera je obtožen. Hkrati je bil le obtožen, ne pa obsojen, kar pomeni, da je nedolžen, dokler mu krivda ni dokazana in ima pravico do obrambe. Poleg tega se sooča z zelo resnimi kaznivimi dejanji. Mislim, 2 točki umora prve stopnje s posebnimi okoliščinami zaradi obtožbe, da je pri umoru uporabil nož. Nekatera poročila pa navajajo, da naj bi domnevno prerezal vrat svojim staršem. Mimogrede, Nik Rainer bi lahko zaradi posebnih okoliščin za to celo prejel smrtno kazen. Tako resno je vse to. Zdaj je v zvezi z obtožbami izjavil, da ni kriv, vendar preiskovalci pravijo, da je ubil svoje starše nekje v zgodnjih jutranjih urah 14. decembra 2020, 5 po vsakoletni božični zabavi Conana O'Briena. Našli so ju v njuni vili v Brentwoodu naslednje popoldne. Nika pa so nekaj ur kasneje aretirali v soseski Exposition Park. Po poročilih, kot je TMZ, se je Nik po umorih prijavil v hotel v Santa Monici in naj bi v hotelski sobi pustil krvave rjuhe in brisače, preden so ga aretirali pred bencinsko črpalko. Od takrat je bil Rainer priveden pred sodišče in izrekel nedolžnost, vendar je prihodnost njegove obrambe negotova. V redu, torej bistvo je, da Nik Rainer želi denar, ampak kakšne so možnosti, da ga dejansko dobi? To je le eno izmed vprašanj, ki jih moram zastaviti današnji posebni gosti. To je pravna svetovalka Law and Crime, Elizabeta Vulaj, ki spremlja škandal že od samega začetka. Elizabeta, hvala, da ste prišli v našo oddajo. Zelo lepo vas je videti. In v redu, tukaj je moje vprašanje za vas. Ali menite, da je ekipa Nika Rainerja podala močen argument, da bi moral prejeti vsaj del svojega sklada zaupanja?
Ja, veste, ko sem o tem brala, mislim, da so podali vse argumente, ki bi jih njegova ekipa morala podati. Ena od stvari, na katero so poskušali opozoriti, je bila argument, da gre za nepreklicni sklad zaupanja in da skrbnik nima pooblastil, da bi preprosto zadrževal sredstva. Lahko ima pooblastila, da nadzira sklad in odloča, kako se sredstva razdelijo, vendar jih ne more popolnoma zadržati. Opozorili so, da pravzaprav ni drugega načina, da bi lahko plačal ustrezno obrambo. In seveda, to je resnično tragičen primer. O tem je veliko razmišljanj. Toda kot obtoženec ima pravico do obrambe. In mislim, da so šli skozi vse argumente, ki bi jih lahko navedli. In tudi ena izmed zanimivih stvari, ki jih je treba omeniti, je, da eden izmed argumentov za ta sklad zaupanja, ki znaša 1,5 milijona, je, da bi naj domnevno prejel vsaj polovico tega, ko bi dopolnil 30 let pred nekaj leti. Star za 32 let in preostanek naj bi prejel, ko bo dopolnil 35 let. Torej, eden izmed argumentov, za katerega menim, da je bil eden močnejših, je, da bi moral biti ta sklad izplačan njemu že prej, še preden naj bi se ti domnevni umori zgodili. To je bilo eno od vprašanj, ki sem ti jih nameravala zastaviti glede Elizabete. Saj je zdaj star 32 let, kot si omenila, in bi moral prejeti 50% tega sklada, ko je bil star 30 let. Ne vem, ali je res jasno, zakaj takrat ni prejel tistega zneska, ki bi mu pripadal. Ampak se sprašujem. Sprašujem se. Kot si omenila, to je močan argument, saj njegovi starši takrat še niso bili ubiti. Mislim, obtožen je tega. Nedolžen je, dokler mu ne dokažejo krivde. Ampak misliš, da bo to močno vplivalo na sodnika, ki bo o tem odločal? Ker v času, ko bi moral prejeti velik del tega denarja, zločin sploh še ni bil storjen. Mislim, da ja. In eden od razlogov, o katerem so govorili v poročilih, je bil ta, da je imel skrbnik, torej odvetnik, ki je upravljal sklad, pomisleke glede njegovega duševnega stanja. Tako da je bilo javno znano, da je imel težave z duševnim zdravjem. Očitno so mu diagnosticirali shizofrenijo. To je bila ena od skrbi, ki jo je imel skrbnik. Namreč, če mu izplačamo polovico tega velikega zneska, ali bo dovolj priseben, da bo vedel, kako in kje ga porabiti. Zdaj je seveda vprašanje, ali bo sodnik vedel, da bo ta denar porabil za svojo pravno obrambo. Veste, mislim, da je to tudi del zapleta, saj je sodnik popolnoma seznanjen s tem, da bo ta denar porabil za svojo pravno obrambo. In prav tako, veste, so bila poročila o tem, da si je lahko kupoval osnovne stvari v zaporu, ki si jih zdaj ne more več privoščiti. In veste, mislim, da ko gre za možnost prejemanja dediščine za plačilo njegove obrambe, to sproži vse vrste pravil in veste vprašanj, o katerih smo govorili. Pa naj gre za pravilo morilca ali zakone son of Sam. Tako da mislim, da bo tu prišlo do težave z sodnikom. V redu, pogovorimo se o tem, o zakonu ali pravilu morilca ali kakorkoli že želite temu reči v Kaliforniji. In to je zanimivo. Govorili smo o tem v današnji epizodi. Ampak v bistvu, če ste obsojeni za umor, recimo svojih staršev, ne bi smeli prejeti njihove dediščine. To se preprosto ne bi zgodilo. To ni dovoljeno. Ampak v tem primeru, ali je pomembno, da še ni bil obsojen? Mislim, to je res osnova našega pravosodnega sistema, da je obtožen tega zločina, vendar je nedolžen, dokler ni dokazana krivda. Želi uporabiti ta denar, to zaupanje svojih staršev, za svojo obrambo. Ampak ali postane zapleteno, ko je obtožen, da jih je umoril? Mislim, kako ta zakon vpliva na to? Ja, res je zanimivo in to je res prava beseda, da to opišemo kot zapleteno. Torej, zakon o morilcu v bistvu pravi to. Veste, če je bilo ugotovljeno, da ste kaznivo in namerno, to sta tista klasična izraza, ki se uporabljata, kaznivo in namerno ubili nekoga. Potem ne morete zahtevati dediščine od teh žrtev ali uveljavljati koristi iz premoženja žrtve. Torej, očitno bi se tukaj to sprožilo, če bi bilo dokazano, da je namerno ubil svoje starše. Potem bi bilo razumljivo, da bi mu bilo onemogočeno pridobiti dediščino. Težava je v tem, da še ni bilo ugotovljeno, ali je to storil. Pravilo, da morilec ne more dedovati, se pogosto sproži, če je bila izrečena kazenska obsodba. Torej, če je nekdo bil spoznan za krivega na kazenskem sodišču brez razumnega dvoma po sojenju, ali pa, kar je zanimivo, lahko to ugotovi tudi zapuščinsko sodišče. In to je nekoliko nižji standard, saj gre za pretežno verjetnost dokazov. Torej, lahko zapuščinsko sodišče ugotovi, ali je nekdo kaznivo ali namerno ubil drugo osebo. In kar sem ugotovila pri svojem raziskovanju, kar je bilo res zanimivo, je to, da če je nekdo oproščen na kazenskem sodišču, ima zapuščinsko sodišče še vedno možnost sprejeti to odločitev.
Tukaj je nekoliko zapleteno, ker ne morejo resnično sprejeti te odločitve o tem, ali lahko prejme dediščino, dokler ni razglašen za krivega ali nedolžnega. Ampak velikokrat lahko zapuščinska sodišča sprejmejo odločitev še pred kazenskim sojenjem. Pogosto pa so zelo zadržana, ker nočejo posegati v kazenski postopek. Zato je to res zanimivo glede časovnega vidika. Wow. Zanimivo je, da bi lahko bili oproščeni, recimo, pa bi zapuščinsko sodišče še vedno reklo, ne, tega ne boste dobili. In verjetno je vse odvisno od časa, kaj ne? Ker v peticiji njegova ekipa Nika Rainerja, pravi, da je čas bistvenega pomena. Moramo zgraditi obrambo, potrebujemo denar za to. Torej, rekla si, da je zapuščinsko sodišče včasih zadržano pri tem, da bi o tem odločalo vnaprej. Misliš, da bi imeli, občutek pritiska, da bi to pospešili, da bi ekipa Nika Rainerja lahko uporabila denar? Mislim, kakšno je tvoje mnenje o vsem tem? Mogoče lahko. Mislim, da bo za strani zapuščinskega sodišča ali sodnika prisoten močan občutek, ker je bil, obtožen umora svojih staršev. In spet, glavni razlog, zakaj želi dostopati do tega sklada, je, da bi lahko plačal svojo obrambo. Mislim, da je najmočnejši argument, kot je bilo omenjeno, ta, da je bil do polovice tega upravičen že pred temi dejanji. Torej, mislim, da bi morda lahko videli odločitev, da je upravičen do prve polovice denarja, ker je bilo v skladu zapisano, da mu to pripada, ko je bil star 30 let, še preden so se ti umori zgodili. Tako da si lahko predstavljam, da bi se to zgodilo. Lahko si tudi predstavljam, da bi sodnik sprejel odločitev, da za zdaj zamrzne vsa sredstva. Je pa malo težko, ker je spet on obtoženec. Ima pravico do obrambe. Trenutno ima zagovornika po uradni dolžnosti, kar je seveda brezplačno. Ampak, mislim, da obstajajo nekateri argumenti, ki jih lahko uporabi, saj ima pravico do obrambe. Ve, da želi imeti denar, da bi si lahko izbral zasebnega odvetnika po lastni izbiri. In ker je bil del tega denarja na voljo že pred temi umori, njegova ekipa skuša dokazati, da bi moral imeti pravico do tega denarja. Tako da mislim, da bomo najverjetneje videli, da bo morda dobil polovico tega začetnega zneska, ali pa bo sodnik odločil, da bodo sredstva zamrznjena in bo nadaljeval z javnim zagovornikom. Vendar so zakoni res zaščitniški do obtožencev in njihovih pravic, da si zagotovijo odvetnika in obrambo. Zato mislim, da bomo tudi videli, da si sodnik ne želi tvegati, da bi ga razveljavili ali da bi ga obtožili, da je obtožencu odvzel ustavno pravico do obrambe. Mislim, da je to popoln uvod v Alana Jacksona in vse, kar je povezano z njim. Ker če je kdo spremljal ta primer, ve, da je bil sprva Nick Reiner zastopan strani Alana Jacksona, ki ga seveda vsi oboževalci Law and Crime Court TV poznajo, saj je zastopal Kevina Spaceyja in, kot veste, je bil oproščen vseh obtožb. Zastopal je tudi Karen Ridd tukaj v Massachusettsu. Tudi ona je bila oproščena obtožb. Torej, Alan Jackson je res težko kategornik v katerikoli obrambni ekipi. Nick Reiner ga dobi. V redu. Super. Vse je v redu, dokler se ne zdi, da nima denarja, da bi plačal Alana Jacksona. In zdaj ima javnega zagovornika. Torej, recimo, da dobi ta denar. Misliš, da bi mu res lahko pomagalo pri obrambi, če bi imel nekoga, kot je Alan Jackson? Mislim, da ja. Alan Jackson je res zelo znan odvetnik. Moral se je umakniti iz primera precej zgodaj, razlogi pa takrat niso bili jasni. Zdaj, ko prihaja na dan več informacij, mislim, da veliko ljudi domneva, da si ga Nick Reiner ni mogel privoščiti. Mislim, da je imeti nekoga s takšnimi izkušnjami popolnoma optimalno za obtoženca, kot je ta. Mislim, da je to res težak primer, glede na zgodovino Nick Reiner, duševne bolezni in pretekla dejanja, ki so se zgodila v njihovi družini prej. In očitno tragičen način, kako so bili njegovi starši ubiti v hiši. Tako da mislim, da je do zdaj veliko dejstev in dokazov, ki se zdijo v škodo Nick Reiner. Tako da imeti odvetnika, kot je Alan Jackson, ki ima zgodovino oprostilnih sodb in takšne uspehe, je nekdo, ki ga vedno potrebuješ v primeru, kot je ta, kjer so dejstva tako grozljiva. Dodatni element je, da gre za njegove starše in za vsa javna čustva, ki so s tem povezana. Mislim, da je seveda vedno močno javno mnenje in odziv na primer umora. Ampak ko so vpleteni družinski člani, je to nekaj, o čemer tukaj na Long Crime'u ves čas poročamo. Še posebej pa, ko je otrok obtožen, da je ubil svoje starše, mislim, da so čustva javnosti še močnejša. Zato sem prepričana, da si želi imeti takšno osebo na svoji strani. In prepričana sem, da je njegov javni zagovornik res sposoben. V Kaliforniji in po vsej državi so odlični javni zagovorniki.
Ampak da si lahko privoščiš odvetnika po lastni izbiri in zasebnega odvetnika s takšnimi izkušnjami, mislim, da je jasno, zakaj si to želijo zagotoviti. Mislim, kot si omenila, so dejstva proti njemu res huda. In spet, trenutno so skoraj vse informacije, ki jih imamo od tožilstva ali preiskovalcev, ki sodelujejo s tožilstvom. Tako da v resnici ne vemo, kaj ima obramba v rokavu. Ampak glede na dejstva, ki jih poznamo, je videti kar hudo. In glede na to, kar si rekla, se spomnim, da sem ti pravzaprav pisala sporočilo, ko se je to zgodilo in so bili obe kot Rob Reiner, kaj? O moj bog. In potem dodaš še dejstvo, da ni bil tole ljubljen človek in njegova žena, ki sta bila ubita v svojem domu, domnevno strani njunega otroka, ampak tudi način, kako se je to zgodilo. Mislim, da si celo rekla, da je bilo grozljivo. Mislim, dejstva v tem primeru so res težka. Zato razumem, da si želi imeti vrhunskega odvetnika, ki bi mu pomagal pri primeru. In to me tudi pripelje do mojega naslednjega vprašanja. To sicer nekoliko odstopa od tega, o čemer sva govorili, ampak res se sprašujem, kakšno obrambo bi lahko Nick Reiner sploh imel? Mislim, govorila si o njegovih težavah z duševnim zdravjem v preteklosti. To je nekaj, na kar se je skliceval skrbnik, ko je bil star 30 let, da mu takrat domnevno ni dal denarja. Kaj misliš, kakšno obrambo bi lahko uporabili? Bi lahko šlo za vprašanje duševnega zdravja? Kakšno je tvoje mnenje? Ja, to je dobro vprašanje. Mislim, da če bi se odločil priznati krivdo, bi se zagotovo sklicevali na njegovo duševno zdravje. Videli smo že različne primere, kjer je obtoženec priznal krivdo, potem pa so se sklicevali na neprištevnost ali so trdili, da niso bili prisebni, ali pa so poskušali namesto obsodbe za umor doseči obsodbo za uboj, ki prinaša precej krajšo kazen. Tako da mislim, da bi to lahko bila možnost. Ampak ker se izreka za nedolžnega, mislim, da bo veliko stvari kazalo na to, kar smo videli v številnih kazenskih primerih, ko odvetniki rečejo, kje so dokazi. Veste, kje je kakšen posnetek, domača kamera, ki bi pokazala, da je to storil? Kateri drugi očividci so bili v hiši? Veste, kakšni dokazi DNK ga povezujejo s kaznivim dejanjem? Veste, mislim, da v mnogih primerih vidimo, očitno je OJ glavni primer, na katerega se vedno znova vračamo, kjer veliko ljudi v javnosti povezuje domnevnega obtoženca z dejanji, ki so se zgodila. In veliko dokazov ljudje vidijo kot nekaj očitnega. Naloga odvetnika obrambe pa je, da pokaže, kje so vrzeli v dokazih. In res ne morete natančno pokazati, ali je bil on takrat tam, kateri prič so bili v bližini, kaj točno pravijo dokazi DNK. Tako da, mislim, veste, če pride do spremembe priznanja v krivdo, mislim, da bomo videli, da bodo poskušali poudariti in iti v smeri duševnega zdravja. Ampak če bo ostal pri tem, da ni kriv in bo to njegovo priznanje, mislim, da bomo tam videli veliko odvetnikov obrambe, ki bodo poskušali najti luknjo v vseh dokazih, ki jih bodo predstavili. In to smo videli tudi nekoliko v vlogi, ki jo je vložil, da bi lahko dostopal do sklada zaupanja. Veste, eden od argumentov, ki jih poskušajo predstaviti, je, da ga sodnik ni razglasil za nesposobnega. Veste, ni bilo nobene odločitve, ne strani porote, ne sodnika, glede njegovega duševnega zdravja. Zdi se, da poskušajo vprašanja in vidik duševnega zdravja za zdaj potisniti čim dlje stran. Prav imaš, Elizabeta, glede tega, ker sem sprva mislila, da bodo zagotovo uporabili duševno zdravje kot argument. Ampak glede na vložene dokumente in vse, kar smo nedavno videli, nisem prepričana, če je to res pot, po kateri bodo šli. In mislim, da smo že na začetku tega primera govorile o sorojencih, ker moramo upoštevati dejstvo, da ima Nick Reiner, ki ga obtožujejo umora staršev, še dva sorojenca. Brata in sestro, pri čemer je brat o tem javno spregovoril. Sestra naj bi našla starše. Mislim, da je to res tragična situacija. Sprašujem se, ali ima sploh kakšno besedo pri vsem tem. Samo dejstvo, da je skrbnik tisti, ki bo do neke mere odločal, vsaj do takrat, ko se vključi sodnik, ali lahko Nick Reiner prejme zaupanje. Ampak me zanima, ali brati in sestre pravijo, hej, nočemo, da ima ta denar, nočemo, da ima zaupanje v tem trenutku. Ali njihov glas sploh kaj šteje? Ja, to je odlično vprašanje. Tako da ne vidim, da bi to kaj dosti štelo. Domnevno se je zgodilo to, da sta starša vzpostavila ločena sklada za vsakega od otrok. Torej, veš, Nick je imel svoj sklad, tako kot tudi drugi otroci, popolnoma ločeno. Mislim, da če bi šlo za skupni sklad, kjer bi bili vsi otroci upravičeni do nekega denarja skupaj, bi imeli več besede pri tem. Mislim, da je težava tukaj v tem, da je bil to popolnoma ločen sklad, ustanovljen zanj z določenimi starostnimi omejitvami. Zato mislim, da pravno gledano in glede na odločitev sodnika ali zapuščinskega sodišča, to ne bo imelo velike teže.
Seveda sem prepričana, da ima javno mnenje velik vpliv. Saj vedno pravimo, da obstajata dve sodišči. Sodišče javnega mnenja in pravno sodišče. Mislim, da je mnenje javnosti zelo pomembno. In vem, da so bili poročila, da naj bi na začetku domnevno pomagali financirati njegovo obrambo, potem pa je to očitno ponehalo. Torej, bratje in sestre so tukaj vpleteni, vendar ali menijo, da bi moral imeti pravico do tega skrbniškega sklada za svojo obrambo ali ne, mislim, da njihovo mnenje ne bo imelo velike teže, saj gre za popolnoma ločen sklad, ki je bil ustanovljen izključno zanj. Omenila si dobro točko, sodišče javnega mnenja in nato še pravosodni sistem. Ker, ko razmišljam o tem primeru, vedno pomislim na brate in sestre. Ker mislim, da bi jaz in moja sestra, če bi bila ona obtožena smrti najinih staršev, bi morali skupaj žalovati za izgubo. In potem to ustvari še povsem novo raven izprijenosti v tej zgodbi. In ponovno, on je nedolžen, dokler mu ne dokažejo krivde. Je le, veš, obtožen teh dejanj. Ampak sem prepričana, da to psihološko zelo vpliva na sorojence. In to me nekako pripelje do mojega naslednjega vprašanja. Govorili smo o zakonu Slayer, ampak v tem okviru so tudi zakoni sin Sema. Ker sem prej poročala, da je Nick Reiner. Obstajala so poročila, da je iz zapora želel napisati knjigo, ki bi razkrila vse. Domnevno je bilo to zato, ker je želel zbrati sredstva za svojo obrambo. Ampak me zanima, ali bi to bilo dovoljeno, saj po zakonih sin Sema ne moreš imeti dobička od zločina, za katerega si bil obsojen. Vendar pa on še ni bil obsojen. Torej, kaj mi lahko poveste o zakonih sin Sama? Ja, to je odlično vprašanje in pogosto se pojavi tukaj pri long crime, kaj ne? Ker pokrivamo veliko takšnih primerov. In veste, ko obtoženci sodelujejo, ne glede na to, ali producirate film ali dokumentarno serijo ali knjigo, takrat pridejo v upoštev zakoni sin Sama. Torej, približno 40 zveznih držav po Ameriki ima zakone sin Sema in v bistvu, kar ti zakoni so, se razlikuje od države do države. Ampak gre bodisi za prepoved, ki preprečuje obtožencem, da bi lahko sodelovali, ali celo popolnoma upravljali. Pisanje knjig, filmov, dokumentarnih serij, ki temeljijo na njihovem življenju, še posebej pa na zločinu, za katerega so bili obsojeni. V Kaliforniji je res zanimivo, ker so leta 2002 zakone sina Sema razveljavili, ker so bili preširoko zastavljeni. Tako da zdaj očitno, kar se v tej zvezni državi dogaja že nekaj časa, je to, da obtožencem ni popolnoma prepovedano pisati knjig ali snemati filmov oziroma ustvarjati sorodnih vsebin na podlagi svojih zločinov. Vendar pa je prišlo do razširitve glede družinskih članov žrtve in tega, kako lahko tožijo. Tako imate v Kaliforniji 10 let od trenutka, ko je obtoženec izpuščen na pogojni izpust, da lahko družine žrtev tožijo in si povrnejo del tega dobička. Tako lahko obtoženec napiše knjigo ali dela na filmu ali kateremkoli drugem projektu v Kaliforniji, vendar so njegove pravice do zadržanja dobička iz tega zelo, zelo omejene. In družine imajo na voljo dolgo obdobje, da lahko poskušajo izterjati ta prihodek. Torej, on bi lahko to poskušal doseči. Veliko obtožencev, ki so bili obtoženi takšnih ali podobnih kaznivih dejanj, to res počne. In še posebej tukaj mislim, da je to nekaj, kar je zelo verjetno, ker so vpleteni ljudje iz Hollywooda. Na takšne primere je usmerjena ogromna javna pozornost. Zato me ne bi presenetilo, če bi se kaj takega zgodilo. Vendar bi bila njegova možnost, da obdrži dobiček od tega, res zelo omejena. In prepričana sem, da imajo bratje in sestre glede tega močna čustva. Tudi drugi člani družine bi imeli glede tega močna čustva. Ta primer je tako kompleksen, ker mislim, da če bi se ta primer zgodil v osrčju ZDA, recimo v moji domači zvezni državi, Wisconsinu, če bi se to zgodilo v Wisconsinu in bi bil sin obtožen umora svojih 2 staršev, bi o tem poročali tukaj na Law and Crime. Ampak mislim, da k vsemu pripomore tudi dejstvo, da gre za Roba Reinerja, da so bili predtem na božični zabavi pri Conanu O'Brienu. Tam naj bi bila tudi Jane Fonda. In Bill Hader, mislim, da zaradi vseh teh slavnih ljudi vsi želimo izvedeti več. Preprosto zato, ker smo nasplošno očarani nad zvezdniki. Tako da je ta primer nasplošno res nor. In da vse skupaj zaokroživa. Elizabeta, kakšne so tvoje misli? Misliš, da bo sodnik razsodil v prid Nicku Reinerju in da bo prejel vsaj del tega sklada? Mislim, da obstaja velika verjetnost, da bi sodnik lahko razsodil, da mu pripada vsaj polovica, ker je bilo to sproženo še preden so se ti dogodki zgodili.
Tako si lahko predstavljam, da bi sodnik rekel: v redu, pripada ti začetna polovica, ker druge polovice naj ne bi prejel, dokler ne dopolni 35 let. Njegovi odvetniki pa trdijo, da gre za nepreklicni skrbniški sklad. Upravitelj skrbniškega sklada ne bi smel imeti popolne diskrecije glede tega, ali naj se sredstva izplačajo ali ne. Tako si lahko predstavljam, da bi sodnik rekel: v redu, pripada ti prva polovica tega sklada, ali pa bi popolnoma zamrznil sredstva in mu naročil, naj ga še naprej zastopa zagovornik po uradni dolžnosti. Malce bolj se nagibam k prvi možnosti, ker je pravica obtoženca do obrambe in do tega, da si lahko izbere svojega odvetnika, res zelo močna pravica. Sodniki nočejo, da bi njihove odločitve glede tega razveljavili. Tako da mislim, da se malce bolj nagibam k prvi možnosti, ampak me ne bi presenetilo, če bi sodnik rekel: veste kaj, imate zagovornika po uradni dolžnosti, imate pravico do obrambe. Zamrznili bomo sredstva in sojenje se bo nadaljevalo. Tako da mislim, da bo ena od teh dveh možnosti. Ne vidim možnosti, da bi dobil celoten znesek denarja. Ne. Ja, se kar strinjam s tabo. Mislim, da bi lahko prejel vsaj nekaj in to bi mu lahko pomagalo pri obrambi. Seveda, rekla si, da je to njegova pravica kot Američana. Zanimivo bo videti, kakšno obrambo bo predstavil. Elizabeth Boulay, hvala, da ste se nam pridružili v oddaji Skandal in razložili ta res zapleten primer. Najlepša hvala, da ste me povabili, Sierra, vedno mi je v veselje. In tukaj se za zdaj zaključuje današnja epizoda oddaje Skandal. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite videti več ali se povezati z mano na družbenih omrežjih, me lahko najdete na Instagramu kot Sierra Gillespie. Hvala, ker ste si ogledali današnjo epizodo oddaje Skandal. Kot vedno sem vaša voditeljica Sierra Gillespie in se vidimo naslednjič.